Gibanje Svoboda se je potem nekako distancirala od odločitve svojih svetnikov, ste bili s premijerjem Golobom, kakorkoli v stiku ste glede tega, kaj govorili z njim? Odgovor je ne. Tudi zdravstvenim ministrom, ne? Odgovor je ne. Ampak še to gremo razčistiti. Spet pa na te zgodbe, nekaj ste vleče kar nekaj časa, ne, današnje novinarske konference. Jaz verjamem to, da vsak od nas lahko ima svoje mnenje. To mnenje lahko nastane na podlagi nekega splošnega razprave ali pa splošnega mnenja v družbi, ali pa konec konca na podlagi medijev, ali si pa toliko in, da si svoje mnenje samo stvariš na podlagi dokumentov, ki jih vidiš. In jaz moram povedati, da te razprave, razen da je to čista politikanska razprava, ki je v tej sobi bila, in smo se razdelili na tiste, ki skrbimo za razvoj, za čem stojimo, na tiste, ki so proti in bodo proti vsakemu predlogu, ker pač s tem iščejo svoj prostor, ne, mogoče za naslednje volitve. Tonka Poplas je postala direktorica aprilu leta 2020, ko ni bilo nobenega govora o pomanjkanju zdravnikov, nobenega govora o tem, ki so bile vrste zdravstveno obležile, še enkrat se pravičujem, kak nihče v zdravstveno ni pričuval takega navala. Tonka Poplas kot pomocnica direktorja in direktor bivši in strokovna direktorica so dobili že odobreno nagrado sveta zavoda, mestni svet je potrdil, ministrstvo je zdravljeno za napačevi izračun. In šlo je samo za to, da še enkrat tisti izračun popravimo, ne, s sklepom mestnega sveta. Nobene razprave v tej vsej sobi ni bilo v letu 2021. Vse je bilo govor v letu 2023. Zdaj, zelo zanimivo, ne, lahko še komentira naprej, ne, da enostavno minister ima pričo narediti tisto, kar mu zakon nalaga, kar mu zakon dovoljuje, in bo naredil svojo odločitev. Jaz se to ne mešam, ne vem, zakaj bi koga klical. Če se pa vrnem na poslanke poslanca Gibanja Svobode in pa sporazum, ki smo ga podpisali skupaj, zdaj kolega Čerin, kolega Logar, se pravi, govorimo o koalicijski pogodbi Gibanja Svoboda in pa Lise Zorana Jankovića, so se s svojim delom v tem svetu obsedili z vsemi dejstvi. In glasovanje je bilo 6 njihovi za, 2 vzdržana, in to je treba spoštovati. In tle je zame stvar zaključena. Zame je stvar zaključena, kaj ti gospod Vedene, ki je kot predstavnik mestnega sveta iz stranke SDS predtem opravil delo v svetu zavoda zdravstvenega Ljubljana, je svoje delo dobro opravil. Njega zamenjala njegova stranka, ko ga je prisilil to, da podpiše zahtevek za razrešitev direktorice. Mestni svet te možnosti nima. Mestni svet lahko postavi 5 članov mestnega sveta, predlog 5 članov postavi v svet zavoda, ki ima 9 članov. 3 so zaposleni, 1 je ZDS-je. In te 9 članov je na kljub vsem, kaj se govori, lansko leto pred 3 meseci proti decembru napisalo en svoj sklep, da so ponosni, da imajo tako dobro vodstvo. Če komentiram še naprej, prišlo je potem en zanimiv podatek, ko je bila nova številka za iskanje reševanja problema, ki je upeljano. Mi smo v prvih 2 dneh od kar je bila začela delati ta številka, pri čemer imamo 410.000 opredeljenih pacijentov. Ampak zanimivo je, da smo dobili samo 9 klic v 2 dneh na to številko za zdravstveno Ljubljana. 3 so klicali za recept, ki bi ga morali pri nas dobiti, ampak eno od teh zdravil Tani smo okretno zaprosto, to sploh ne potrebuje recept. Potem sta ene klicu
za takojšnjo posvetovanje zdravila Tetralix. Klic ni nujen in to lahko dobijo informacijo pri vsaki lekarni farmacevta. Trije so klicali za porabite klic, da se jim ljudje opredelili ambulante za neopredeljene, mi danes odpiramo že 8. Se pravi, pri nas je to javno objavljeno. Eden je klic in že reporten klic, ker je dobil telefonska zveza za ambulanto zdravnice, ker je hotel biti svojega otroka. In en je klicu, ker je poslal pismo na upravno enoto, na upravo enote center, pa ni prej odgovora. To so bili 9 klicov, ki smo zabeležili, ki so na državni nivoju zabeležili v prvih tednih. Tako da, enostavno ne je še kar pravim, stojim za dobrim delom zdravstvenega doma, z vsemi zaposlenimi zdravstvenim domom, na čelu z direktorico, je odlična zdravnica, evropska zdravnica leta, je profesorica na medicinski fakulteti, ve, kaj je možno v zdravstvu. Predlagali smo en kup ukrepov, ki bi pomagali, da se naša administracija z 10-15% bi se lahko posvetili pacijentom. Kot mestna občina, tisto, kar je naša naloga, imamo samo 2 funkcije. En je predlog mestnemu svetu za člane sveta, spravi teh 5, 9, in drugi izgradnja nove mreže. Ta trenutek čakamo na 4. skupnost Jaše, ki so vložili izvetel in pred 3 tedni na sestanku z njimi, ki sem bil na terenu, smo zmenili, da bo izvetel umaknili, predstavili smo jim projekt in čim se pomakne upravna enota, ker bo vso dokumentacijo izda gradbeno dovoljenje. Še enkrat ponavljam, če se pozvoli ta mesec, gremo aprila v razpis za izvajalca in junija začnemo delati nov zdravstveni dom Jaše, kjer ima še zdravo lekarno, kjer ima 4. skupnost, dnevni center starejše in pa malo ulico. Naslednji je nov zdravstveni dom na Metelkovi, se pravi, tukaj je zdaj bilo testiranje na drive-in, na tem zemljišču, kar je parkirišče in nekako preprosto na pogovor, konec leta računamo, da bomo projekt dobili, 3 mesece teden, da bomo gradili dovoljenje, se pravi spet tudi nekako čez 1 leto v istem terminu začeti gradnje v Metelkovi. Je pa ena stvar, da smo zdaj izkoristili, smo dali dodatne brezplačne dovoljenice na tisti prostori, ker so zdravstveni domovi v Ljubljana, tudi na te parkirišču, 40 dovoljenic, ki jih direktor razporeja, in potem še dodatne dovoljenice na tiste, ki hodijo na triažo, tako da lahko parkira za tisto našo dovoljenico, ki da na armaturo. Obene smo tudi v razgovoru z Onkološkim inštitutom in pa UKC-jem, da je do gradnje na Povšetovi, govorim o teh novih stanovanjih, ki jih je 361 stranski sklad, omogočimo parkiranje do 150 vozil brezplačno. In se bodo tam vseli brezplačno junija meseca s svojimi vozili. Spet oba direktorja se bo odločila komandat, mi smo predlagali, da se da to medicinskim sestram, tistem, ki imajo v bistvu nižje plačilne razrede. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Še eno vprašanje imamo po tej nagradi direktorice za Ljubljana, in sicer minister Loredan je rekel, da ne bo podal soglasja k temu. Kaj to pomeni, da nagrado vseeno lahko splača, mislim, kaj to pomeni pravno? Ne znam povedati. Še enkrat pravim, če ima minister to pravno možno, da da soglasje, potem pač nagrada ne more biti splačena, ker brez soglasja ne more biti splačena, ker kot sem že prej povedal, je bila nagrada že odobrena na mestnem svetu, ni bila splačena, ker je minister ustavil, da bi tehnično tako izračunil. Tako da absolutno, če ima to pravno možnost za zanika in ne bo do soglasja, pač ne bo izplačena. Ejte, eno stvar se mora zameniti. Cela država se ukvarja s 1000 evri, pa da se narobe zastopili, ne bo spet rekel isto. Vsak evro je pomemben, ampak koliko smo priličali na teh 1000 evrih, zdaj gre za vprašanje načelnosti. Vse, če smo čisto iskreni,
Meni bi bilo zelo enostavno, da jaz ne predlagam te nagrade mesta svetu in blago drugoga. Tudi direktorica ni tista, ki to zahteva, ne, zaradi 1000 evrov. Moja naloga, da skozi tiste možnosti, skozi tiste zakone, ki jih imam, zaščitim svoje sodelavce. In ona se je to nagrado za leto 2020 zaslužila, ker je svet zavoda tako odločil. Če ne bomo cel svet zamenjati. In da gremo čez svet zavoda, ne, potem je nekaj narobe tudi z mestnim svetom. In jaz sem to javno povedal, da bom podpiral svet zavoda in na tem bom ustavil. Še enkrat podpiram zakonito nagrado, ki je svet zavoda za leto 2021 že izglasoval. In kakšen bi bil župan, da ne bi tega predlagal o tistem dodatnem mnenju, ki so ga napisali soglasno, 3 zaposleni, 5 iz mestnega sveta, od tega iz opozicije, ZS, da so ponosni, da imajo tako vodstvo. Absolutno bo stal za njimi. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.